Darilo za Božička. Božični večer je zelo poseben večer. Vse je že pripravljeno in Božiček se lahko odpravi na pot okoli sveta delit darila. Tole je zadnje, vzklikne palček. Prikupni medvedek Tomi komaj čaka, da bo dobil božična darila. Medtem, ko gleda skozi okno, začne snežiti. Tomi si zamišlja vsa čudovita darila, ki mu jih bo prinesel Božiček. Avtomobil, lakec, kmalu bo izvedel. Nenadoma se nečesa spomni. Kaj je narobe, sinko? Ga vpraša mama. Razmišljal sem o darilih, mami. Nocoj Božiček vsem deli darila. Kdo bo pa obdaril Božička? Oh, ljubček moj, Božička najbolj osreči veselje, ki ga na to čarobno noč prinaša z darili, reče medvedkova mama. Tomi ni povsem prepričan o tem. Rad bi storil nekaj, da bi bil Božič tudi za Božička res poseben. Čas je za spanje, toda medvedek še vedno razmišlja. Mami, a bi Božiček rad dobil darilo? Vpraša Tomi. O, mislim, da bi, ljubček. Kaj pa bi rad podaril Božičku? Moralo bi biti nekaj zelo, zelo posebnega, mu odvrne mama. Kakšno darilo bi pa bilo tako posebno in edinstveno? Pomisli Tomi in pogleda naokoli. Že vem! Mami, že vem! Božičku lahko podarim svojo dudo. Da si bo malce oddahnil, kadar bo utrujen. Si prepričan, ljubček? Dudo imaš zelo rad. Bi jo res rad podaril Božičku? Ga vpraša mama. Očarana je in zelo ponosna na sinkovo radodarnost. Ja, mami, odločno, odgovori Tomi, prepričan sem. Tomi in mama zavijata dudo in jo okrasita s čudovito rdečo pentljo. Božiček bo zelo vesel, reče mama. Njen malček hitro odrašča. Mama pomaga Tomiju napisati sporočilo za Božička in darilo je pripravljeno. Postavita ga pod drevesce,
kjer ga bo Božiček zagotovo našel, reče mama. Tomi je presrečen, prepričan je, da bo Božičku njegovo darilo všeč. Čas je za spanje, sladko zašepeta mama. Tomi je zelo vznemirjen, a vseeno hitro zaspi. Noč bo zelo posebna, ne le zanj, temveč tudi za Božička. Pozneje tiste noči se nekdo priplazi skozi kamin. To je Božiček! Ko pod drevesce postavlja darila, zagleda darilce z rdečo pentljo. Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Na sporočilu piše za Božička. Božiček ne more verjeti svojim očem. Ves navdušen odvije paket in odkrije zelo, zelo posebno darilo. Toda Božiček nima veliko časa. Razdeliti mora še veliko daril in se ne sme dolgo zadržati. Vzame darilo in s čarobnimi jeleni odleti naprej. Naslednjega dne Tomi komaj čaka, da bo odprl darila. Veliko jih je. Toda eno izmed njih še posebej pritegne njegovo pozornost. Tomi ga odpre ter v njem najde čudovito plišasto igračko in pismo. Očka, kaj piše? Vpraša Tomi. Pismo je od Božička, v njem pa piše, da še nikoli ni dobil tako posebnega darila. Vesel Božič! Želiš tudi ti podariti Božičku prav posebno darilo? Spomni se nečesa posebnega. Božičku bo tvoje darilo zagotovo všeč. S pomočjo odrasle osebe lahko slediš navodilom na naslednji strani in izdelaš darilno škatlico. Škatlica je povsem enaka kot tista, ki jo je Tomi izdelal skupaj s svojo mamo. Svoje posebno darilo položi v to škatlico in preden gre spat, postavi darilo pod drevesce ali na vidno mesto, da ga bo Božiček zlahka našel. Božiček bo tvojega darila zelo vesel. Naslednji dan pa tudi tebe čaka
darilo od Božička. Vesel in miren Božič želim vsem. Srečno!